Celotno tekmovanje je pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in tudi danes imamo strogo ocenjevalno komisijo, ki ocenjuje tako kuharski del, kakor tudi strežni del. Med njimi so sami uveljavljeni kuharski šefi in strežni, ki seveda delujejo v različnih restavracijah, hotelih po Sloveniji. Posamezna ekipa dijakov, ki danes tekmuje tukaj na Tuševi zvezdici, je sestavljena iz 4 dijakov, in sicer kuharja, njegovega pomočnika, potem natakarja in seveda turističnega vodnika, ki celotno zgodbo, ki jo vsi pripravijo, tudi predstavi gostoma. Jedi, ki jih predstavljajo dijaki iz gostinskih šol po Sloveniji, jedi so iz lokalnega okolja. Tako je. Celotna zgodba je zgodba njihovega lokalnega okolja, s koder prihajajo. In veseli nas, da so tako raziskali svoje lokalno okolje in seveda se tudi naučili pripraviti različne stvari, na katere smo že mogoče malo pozabili, kje so mogoče kakšno starejšo jed pripravili z modernejšim pridihom in se res potrudili pripraviti pravo kulinarično zgodbo. Ena je zmagovalna ekipa, vendar da pridemo do zmagovalca, bo na koncu potekalo še superfinale, ki bo potekalo med 2 ekipama, in sicer pripravljali bodo sladico iz magične škatle, kar pomeni, da bodo iz sestavin, ki jih bojo prejeli, pripravljali celotno recepturo, zgodbo in jo seveda tudi gostoma servirali. Projekt Tuševa zvezdica je bil zelo dobro sprejet med gostinskimi šolami, med mentorji in tudi med dijaki. Vsekakor, in to je tudi tisto naše vodilo, ki ga ima celoten projekt. Namreč s projektom Tuševa zvezdica želimo te bodoče kulinarične mojstre predstaviti širši javnosti, potem kolegom iz stroke, ter seveda mladim dati priložnost, da pridobijo nove izkušnje, da se pokažejo in seveda, da tudi lažje potem vstopijo na trg dela po končanem šolanju. Prav gotovo boste s samim projektom Tuševe zvezdice nadaljevali tudi v bodoče, torej se vidimo naslednje leto na drugi lokaciji, kaj ne? Največje priznanje za nas je, ko vidimo bivše tekmovalce, da so zdaj uveljavljeni šefi v različnih restavracijah in hotelih, in veseli nas, da smo jim mi pomagali na tej poti, da se pokažejo kolegom iz stroke, in to je tisto naše priznanje, ki ga dajemo celotnemu projektu in zaradi katerega tudi s projektom nadaljujemo.